Torej, dober den iz Pomurskega muzeja Murska Sobota. Ja, to je 48. knjiga, Bela lisa je pokrita. Če povem po domače, vi ste se geografsko izrazili, ne? To sta torej pokrajini Prlekija in pa Ljukarija. Torej 64, če malo o statistiki govorim, 64 avtorjev in avtoric oziroma pripovedovalcev in pripovedovalk, nekateri že žal pokojni, ker veste, da to je zbirka, ki jo ne delamo 5 minut do 12, ampak pravzaprav 5 minut čez 12. Vsi se zavedamo pri tej zbirki celotni, da ko ni več nosilcev, torej te dediščine, tudi torej te povedke popolnoma izginejo. In ker sem sodelovala že tokrat pri drugi knjigi, lahko tudi povem iz prve roke, da so največ povedk, torej delala sem že osrednji del Slovenskih goric, največ povedk, kar se tudi pokaže v tej knjigi, je izginalo prav o Coprnicah oziroma Comprnicah. Torej, če so pred 10 leti ali seveda več let nazaj še govorili o doživetjih, torej v prvi osebi ednine, se danes srečujemo torej s pripovedmi v tretji osebi ednine. Torej, o Comprnicah torej jih niso več doživljali, ampak se spominjajo, da so jih torej doživljali torej očetje, matere, sosedje. No, tokratne zbiralke smo 4, ker teren vseeno ni majhen. No, z mano je tudi kolegica, magistra Anja Serec-Hodžar, pravzaprav edina naravna Prlečka v tem projektu. Ostali smo Podravci oziroma Pomurci, kakorkoli. No, potem je še sodelovala Nevenka Korpič, torej tudi kolegica iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, torej enota Ormož, kolegica Mateja Huber in pa jaz, Jelka Pšajt, torej iz Pomurskega muzeja Murska Sobota. Neprecenljivo pri tej knjigi pa je zagotovo, in to smo dokazali, da tudi na periferiji torej enostavno ne zmoremo brez naših srčnih, torej ljubiteljskih sodelavcev in sodelavk, kajti pri knjigi so pomagali torej volontersko, torej zastonj, to moram omeniti, torej od lektoriranja, potem do risbic, torej 2 gimnaziji, Ormož in pa Ljutomer, torej smo vklopili torej lokalno prebivalstvo in pa seveda torej narečni pregledi. Tako da smo dokaz, da tudi na periferiji pač lahko naredimo dobro in kvalitetno knjigo. In pa naj končam, torej malo manj znanstveno, ampak torej etnološko povedno, torej terensko, z eno povedko iz Mezgovcev ob Pesnici, torej iz Ljukarije. V Halozah je en dedek vmira, to je vic, pa je bilo puno otrok. Pa so vsi prišli domov, pa so okoli postele stali, pa so dedek oči zaprli, pa so malo odprli, pa so okolik poglednuli. Jezus, Jezus, dedek dovmrli, vujžgite svečo, pa jim dajte svečo v roke. Te pa so dali dedeki svečo v roke, pa dedek so tisto svečo držali, pa jim je moga vosek kapnati doj na roko, pa so poglednuli okolik, pa so rekli: Ljube Bog, tej, ko vas tu okoli stoji, pa glih jaz moram svečo držati.